Peter Naglič je v prvi polovici 20. stoletja posnel več kot 10.000 fotografij. Sinoči je bil v Arboretumu Volčji potok prvič predstavljen dokumentarni film Fotograf. Gre za zgodbo o ljubiteljskem fotografu Petru Nagliču, ki je posnel za svoj čas neverjetno število fotografij. Te nikakor niso amaterske, temveč izjemno dodelane, tako tehnično kot kompozicijsko, predvsem pa je na njih ujel pomembno dogajanje v prvi polovici 20. stoletja pri nas in se je, kot je tudi v filmu poudarjeno, avantgardno lotil žanra fotoreportaže. V studiu z mano je režiser filma Miha Čelar, ki ga lepo pozdravljam. Lepo zdrav. Rdečo nit v filmu Fotograf predstavlja vnuk Petra Nagliča, Matjaž Šporar, ki se odpravi po sledeh dedove zapuščine in sicer kronološko. In v teku filma vidimo, kako so se posamezni kraji spremenili skozi čas. Meni je bilo osebno zelo fascinantno videti, kako so rasle razne Plečnikove zgradbe, kako so urejali Ljubljanico in tako naprej. Pa tudi ljudi na ulicah, vsakdanje prizore iz preteklih časov. Ja, Naglič je vede, morda pa tudi nevede, v bistvu ujel rojstvo sodobne slovenske identitete. Se pravi, pred 100 leti je fotografiral skoraj vse, kar nas danes dela to, kar smo, in kar pač danes poznamo. Imel je instinkt, se pravi, bi rekel, danes je bil tam, kjer se je dogajal, in imel je en izjemen pristop, ki je mene zelo navdušil, se pravi, prav fotoreportažni, Še preden se je ta žanr razvil, treba vedeti, da mislim, da nekje leta 1926 je ilustriran Sloven začel redno tiskati fotografije, prej so imeli priložnostne litografije. Sprav, Naglič je do takrat že par tisoč fotografij posnel. Kratko brez namena je svoje motive fotografiral z nekaj, z 10, več 10, včasih tudi več kot 100 fotografijami. In pri tem je delal kronološko, se pravi, se je vračal večkrat, pri Plečnikovih stvaritvah tudi 2 leti, naprimer na Plečnikovo cerkev na Barju, na gradbišče. In fotografiral je tako, bom rekel, z fotografskimi plani, bližnjimi, širokimi. Skratka, res je opisal dogodek ali pa pač nek projekt. In kaj je bilo potem zanimivo? On je izdeloval fotografije kontaktno, se pravi, to še ni bil čas povečevalnikov, in so se fotografije delali na papirje, ki so imeli pa že tovarniško zadnje natiskano črtovje, kot so bile potem dopisnice. No in potem je on te fotografije lepil, take zgibanke, je dobil fotozgodbo, zadnje na črtovje pa opisoval v bistvu pogosto odgovore na tistih klasičnih, 5 novinarskih vprašanj, kje, kdo, kdaj, zakaj, kako, in je v bistvu s tem pravzaprav naredil veliko več, kot da bi pustil sam sliko dogodka. Te fotografije so bile, če sem prav razumela, shranjene na podstrešju hiše, v kateri je Naglič živel, in so tam dolgo ležale pozabljene. Jaz mislim, da je zdaj že kar 15 let ali pa več, ko je Matjaž pač podedoval staro družinsko hišo, in potem vedel je, da se na podstrešju nekaj skriva, se je že kot otrok, je tam bila neka teta, ki mu je omenjala nek zaklad, ampak potem, ko je to podedoval, je odprl ta paket, potem je bil pa izziv, namreč gre za 10.000 posnetkov na raznih formatih, od steklenih plošč, pa suhih želatinastih plošč, pa potem na acetatnih filmih, pa potem šele na bolj sodobnih filmih. In to zdaj vse, kar je v negativu, ne vidiš pravzaprav, Pa je bil pa izziv, kako to preskenirati, obrniti, da se bo sploh videl, kaj je na teh fotografijah. In pa sta bila kar 2 muzeja potrebna, da se je v bistvu ta zbirka zdigitalizirala in da je pol bilo jasno, kaj je vse gor. Zanimivo je tudi, da ste se odločili za film za uporabo umetne inteligence, s katero ste fotografije oživili, spremenili v gibljive podobe. In v tem primeru se je meni to zdelo zelo uspešno. Ker je res, mislim, vse te fotografije so izjemne, ampak ta občutek, ki ga pa potem dobimo s tem gibanjem, je pa spet nekaj čisto drugega. Ja, seveda. Mislim, gre pa tle spet za to, da so te motivi, bom rekel, dosti
skrbno zbrani v filmu, ne, in so pač naši arhetipi, ne. Se pravi, po domač povem, bi rekel, na te motive mi padamo, ne. No, in kot sem prej omenil, ne, ker je Naglič fotografiral res tako fotoreportersko, ne, je tukaj bilo veliko planov, ki so meni kar klicali po filmskih planih, ne, in potem smo pač kar dosti sodobni modeli umetne inteligence te fotografije oživili v take 5, 10, tudi 15 sekundne filmske kadre, dodali temu zvok, zmontirali to v sekvence, ker smo gradili na pripovedih, na majhnih zgodbah, in v bistvu smo dobili tako cel kup v bistvu arhivskega filmskega materiala, ki ni bil nikoli posnet, ne. To je, bi rekel, en tak čudež, bi rekel, sodobne tehnologije. 3 leta nazaj, še 2, to zares ne bi bilo še mogoče, ne. Ja, fotografska zapuščina Petra Nagliča je res izjemna. Sama sem zelo vesela, da sem videla ta film. Kje pa si ga je mogoče, oziroma ga bo mogoče ogledati v prihodnje? Ja, zdaj naslednja taka velika projekcija bo na ploščadi pred Etnografskim muzejem v okviru letnega kina Slovenske kinoteke, tam pričakujemo lep obisk, pol jaz računam, da enkrat jesen pa v kinematografih Art Kino mreže, do takrat pa še kakšen v Cerknici bomo v letnem kinu pred začetek septembra, potem pa septembra, oktobra naprej pa pač v kinih, ko bo spet jesen. Miha Čelar, hvala za obisk v studiu. Hvala lepa vam za vabilo.